Doktorica Sara Ahlin Doljak je odvetnica, profesorica na Evropski pravni fakulteti, mediatorka in pisateljica. Njeno življenje od leta 2011 zaznamuje multipla skleroza, zaradi katere ne more govoriti in je gibalno ovirana. Zato uporablja invalidski voziček. Vendar pa je diagnoza in zapleti bolezni niso ustavili. Ob vodenju lastne odvetniške pisarne še naprej predava in opravlja delo mediatorke, pred nekaj leti pa je prejela naziv najuglednejše pravne strokovnjakinje in se uvrstila med 10 najvplivnejših pravnikov. Gospa doktorica Sara Ahlin Doljak, lepo pozdravljeni. Torej, zaradi spazma glasilk, ki se vam je zgodil ob poslabšanju bolezni leta 2017, ne morete govoriti, zato za komunikacijo uporabljate komunikator. Z njim si pomagate tudi, ko zastopate stranke in tudi med predavanji na fakulteti. Kakšen je ponavadi odziv ljudi, ki se prvič srečajo s komunikatorjem? Ko se ljudje prvič srečajo z menoj in mojim načinom komunikacije, je njihov odziv zelo različen, a v večini primerov opazim mešanico radovednosti, rahle negotovosti in spoštovanja. Ker večina ljudi še nikoli ni komunicirala z nekom, ki uporablja govorni komunikator, pogosto potrebujejo nekaj trenutkov, da se prilagodijo. Nekateri se sprva morda počutijo nelagodno, saj niso prepričani, kako naj pristopijo ali kako hitro bo potekala komunikacija. Vendar to nelagodje običajno zelo hitro izgine, saj se pogovor odvija povsem tekoče in brez večjih ovir. Kmalu ugotovijo, da način, kako komuniciram, ne vpliva na kakovost interakcije. Na splošno ljudje zelo hitro dojamejo, da tehnologija, ki mi omogoča izražanje, ni ovira, ampak zgolj drugačen način komuniciranja, ki lahko celo izboljša jasnost in razumljivost mojih misli. Pogosto omenite, da ste se 22. junija 2017 ponovno rodili, dobili neko novo priložnost v življenju. Kaj se vam je takrat dogajalo? Kako je to zaznamovalo vaše življenje? Dan, ki ga imenujem svoj drugi rojstni dan, je bil ena najtežjih, a hkrati tudi najbolj prelomnih izkušenj v mojem življenju. Takrat sem zaradi zapletov, povezanih z multiplo sklerozo, doživela hud spazem glasilk, kar je pomenilo, da nisem mogla dihati. Rešitev je bila nujna traheotomija, ki mi je rešila življenje, a mi hkrati odvzela možnost govora. V tistem trenutku sem se znašla na prelomnici, lahko bi se vdala obupu ali pa sprejela izziv in poiskala nove poti, kako nadaljevati življenje. Odločila sem se za slednje. Prvi meseci so bili čustveno in fizično težki. Soočanje z izgubo glasu in nezmožnost hranjenja na usta. Vendar sem kmalu spoznala, da izguba glasu ne pomeni izgube glasu v širšem smislu, moje misli, moja moč argumentacije in moja volja so ostale enake. V predavalnico fakultete in v odvetniško pisarno ste se vrnili pol leta po izgubi glasu. Kako ste se navadili na to, da komunicirate na drugačen način? Prilagoditev na komunikator je bil proces, ki je zahteval veliko potrpljenja, učenja in prilagajanja.
Na začetku je bilo najtežje sprejeti, da se bo vsak pogovor odslej odvijal na drugačen način in da bo komunikacija počasnejša. Sčasoma sem razvila svoj način izražanja, ki mi omogoča, da svoje misli oblikujem jasno in jedrnato. Svojo komunikacijo sem optimizirala tako, da sem se naučila vnaprej predvidevati, kaj bo potrebno povedati v določenih situacijah, na primer pri predavanjih in sestankih pogosto vnaprej pripravim določene fraze ali besedila, ki jih nato predvajam. Najraje komuniciram pisno, saj mi to omogoča natančno oblikovanje misli in argumentov. Pri vsakodnevnih interakcijah uporabljam govorni komunikator, ki mi omogoča verbalno izražanje, kadar je to potrebno. Prav tako sem se naučila neverbalne komunikacije, kretnje, mimika in gestikulacija pogosto dopolnjujejo moja sporočila. Ta način komunikacije mi je omogočil, da ohranim svojo neodvisnost in nadaljujem svoje delo. Pri vsakem novem primeru je treba, po vaših besedah, vedno znova nastopiti v vlogi odvetnice tako, kot ste nastopili prvič. Torej, neobremenjeni s preteklimi izkušnjami, zagnanostjo in pripravljenostjo. Kaj pa po vašem naredi dobrega odvetnika? Kakšne vrline so ob znanju pomembne? Odvetništvo ni le vprašanje poznavanja zakonov, ampak tudi umetnost razumevanja ljudi, njihovega položaja in iskanja najboljših možnih rešitev. Dober odvetnik mora poleg strokovnega znanja imeti tudi širok spekter osebnostnih lastnosti, ki mu omogočajo učinkovito zastopanje strank. Ključne vrline so vztrajnost, empatija, analitično razmišljanje in komunikacijske spretnosti. Odvetništvo je več kot le poklic, je odgovornost do družbe in posameznikov, ki potrebujejo pravno pomoč. Zato se vedno trudim, da k vsakemu primeru pristopim z zavzetostjo, nepristranskostjo in željo po doseganju pravičnosti. Rekli ste, da se vam zdi pomembno zastopati najbolj ranljive posameznike, ki se sami niso sposobni braniti, njihov glas pa je prevečkrat preslišan. Kdaj ste začutili, da želite pomagati ljudem? Že od mladosti me je gnala želja po pravičnosti in pomoči tistim, ki se sami ne morejo braniti. Kot mediatorka in odvetnica sem se vedno zavedala pomena dostopa do pravice za vse, še posebej za ranljive skupine, ki pogosto ostanejo preslišane in spregledane. Ko sem se sama znašla v situaciji, kjer sem bila fizično omejena in odvisna od drugih, sem še globlje razumela, kako pomembno je, da ima vsak človek glas, četudi ga morda ne more izraziti na običajen način. Prav zato sem še bolj zagnana, da ljudem pomagam pravno in jih zastopam, kadar sami tega ne zmorejo. Moja motivacija izhaja iz občutka odgovornosti.
Če imam znanje in možnosti pomagati, je moja dolžnost, da to tudi storim. Kot že rečeno, ob vodenju svoje odvetniške pisarne ste tudi izredna profesorica na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, kjer predavate kar 8 različnih predmetov, delujete pa tudi kot mediatorka. Ste torej res zelo aktivni. Kje najdete energijo in motivacijo za vse to? Moja motivacija izvira iz ljubezni do dela, ki ga opravljam, in iz ljudi, ki me obkrožajo. Ne glede na fizične izzive me delo kot pravnica in predavateljica izpolnjuje, saj mi omogoča, da uporabljam svoje znanje in izkušnje za pomoč drugim ter za širjenje pravnega razumevanja. Veliko energije mi dajejo tudi moji najbližji, moj mož, družina in prijatelji. Njihova podpora mi pomeni ogromno in mi pomaga premagovati tudi najtežje trenutke. Poleg tega sem se skozi leta naučila, kako pomembno je, da si znam vzeti čas za počitek in regeneracijo, saj mi to omogoča, da ostanem produktivna in zbrana. Motivira me tudi dejstvo, da s svojim zgledom lahko pokažem, da so ovire v življenju premagljive. Čeprav se soočam s številnimi izzivi, želim pokazati, da invalidnost ne pomeni nezmožnosti ali nemoči. Kako pa sicer potekajo vaša predavanja na fakulteti? Moja predavanja so skrbno pripravljena in prilagojena sodobnim izobraževalnim pristopom. Ker uporabljam govorni komunikator, vedno poskrbim, da je vsebina predavanja jasna, strukturirana in razumljivo podana. Predavanja so sestavljena iz teoretičnega dela, praktičnih primerov in diskusij. Velik poudarek dajem interaktivnosti, saj želim, da študenti aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in razmišljajo kritično. Čeprav ne govorim na običajen način, je komunikacija s študenti zelo tekoča, včasih odgovore napišem vnaprej, drugič tipkam sproti, odvisno od dinamike predavanja. Moje predavanje ni zgolj posredovanje informacij, ampak tudi spodbujanje študentov, da pravno snov razumejo in jo znajo uporabiti v praksi. Kakšen pa je odnos vaših študentov do vašega načina predavanja? Kakšni so njihovi odzivi na to, da predavate s komunikatorjem? So radovedni, jih zanima vaša zgodba? Študenti so sprva pogosto radovedni in presenečeni nad mojim načinom predavanja, saj večina od njih še nikoli ni bila v predavalnici, kjer bi predavatelj uporabljal govorni komunikator. Ko pa začne predavanje teči, hitro dojamejo, da moj način komunikacije ne vpliva na kakovost podajanja snovi, temveč je celo bolj strukturiran in jasen. Pogosto dobim pozitivne odzive, da so predavanja izjemno vsebinsko bogata, da jim je snov predstavljena na razumljiv način in da se veliko naučijo ne le o pravu,
ampak tudi o vztrajnosti in prilagodljivosti v življenju. Nekateri študenti me vprašajo tudi o moji osebni zgodbi, saj jih zanima, kako se soočam z izzivi. Ti pogovori so pogosto zelo iskreni in spodbudni, saj jim pokažejo, da so omejitve pogosto le v naših glavah. Ali radi delate s študenti? Vas mladostna energija napolni, vam da nek nov zagon? Absolutno. Delo s študenti me izjemno veseli. Mladostna energija, radovednost in želja po znanju so nalezljive in me navdajajo z optimizmom. Zelo cenim, ko vidim, da študenti razmišljajo o pravnih vprašanjih, si postavljajo izzive in se aktivno vključujejo v razprave. Vsaka generacija prinese nekaj novega in drugačnega, kar mi daje občutek, da tudi sama ves čas rastem in se učim. Kaj pa opažate pri mlajših generacijah? A se njihov odnos do izobraževanja kaj spreminja? Današnje generacije študentov so zelo povezane s tehnologijo in imajo drugačen način učenja kot prejšnje generacije. Informacije so jim dostopne v hipu, kar pomeni, da so pogosto bolj navajeni hitrih odgovorov in manj potrpežljivi pri poglobljenem raziskovanju snovi. Po drugi strani pa opažam, da so izjemno kreativni, kritični in prilagodljivi. Veliko jih ima jasno vizijo, kaj želijo doseči, in znajo izkoristiti sodobne pristope pri učenju in delu. Izobraževalni sistem pa se mora temu prilagoditi in jim omogočiti več interaktivnih ter praktičnih izkušenj. Pred nekaj leti ste napisali tudi knjigo Da življenje, v kateri pišete o svojem življenju pred diagnozo in po njej. In razmišljate tudi o življenju in njegovih lekcijah. Govorite tudi o tako imenovanih dohtarjih srca, pa me zanima, za koga gre in kako so vas dohtarji srca spremljali na vaši življenjski poti. Dohtarji srca so ljudje, ki so mi v težkih trenutkih stali ob strani, zdravniki, medicinske sestre, družina, prijatelji in vsi tisti, ki so mi nesebično pomagali, ko sem bila najbolj ranljiva. To so ljudje, ki niso videli le moje diagnoze, temveč so videli mene kot osebo s sanjami, cilji in voljo do življenja. Njihova podpora mi je pomagala, da nisem obupala, ampak sem našla nove poti za izražanje in delo. Za dohtarja srca sem prepričana, da štejete tudi svojega moža, doktorja Bojana Doljaka, ki ste ga spoznali med študijem. Kako pa je vaša bolezen, ki je nastopila nekaj let pozneje, vplivala na vaš odnos? Mož Bojan je bil ob meni v vseh najtežjih trenutkih in najina vez se je zaradi tega le še okrepila. Skupno pot hodiva od prvega leta študija, že 30 let. Ko se v zakonu soočiš s tako velikimi izzivi, se pokaže resnična vrednost odnosa. Najin odnos temelji na ljubezni, spoštovanju in skupnem premagovanju ovir. Njegova podpora mi je neprecenljiva, saj me ne vidi kot osebo z omejitvami,
temveč kot močno in sposobno žensko. Zdaj pa, če greva še malce na tehnologijo, kako gledate na njen razvoj? Kako vam tehnologija pomaga pri vsakdanjem življenju? Tehnologija mi omogoča komunikacijo, delo, izobraževanje in sodelovanje v družbi. Brez govornega komunikatorja bi bilo moje delo izjemno oteženo. Poleg tega mi različne aplikacije in digitalna orodja pomagajo pri organizaciji dela, sestankih in pisanju. Ali so v minulih letih morda na telefonih, računalnikih ali drugih napravah postale dostopne kakšne posebne, recimo funkcije, aplikacije, ki vam olajšajo življenje? Funkcije, kot je tipkanje z očmi in vnaprej pripravljene fraze ter posnemanje intonacije naravnega glasu, ki ga je uporabnik še imel, ko je lahko govoril, so revolucionarne, saj bodo nekatere funkcije tudi zame mogoče uporabne, če mi leva roka ne bo več služila za tipkanje. Napredek na tem področju mi daje upanje, da bodo ljudje z različnimi omejitvami v prihodnosti imeli še več možnosti za neodvisnost. Ste pa tudi predstavnica znanosti v svetu Varuha za človekove pravice. Kakšen je po vašem mnenju odnos do invalidov v Sloveniji? Kako vključujoča je naša slovenska družba? Slovenija je naredila nekaj korakov naprej, a je še veliko prostora za izboljšave. Osebe z invalidnostmi se še vedno srečujemo z mnogimi ovirami, tako fizičnimi kot družbenimi. Pomembno je, da se kot družba zavedamo pomena enakih možnosti za vse in vključenosti v družbeno dogajanje vseh. Do konca leta 2025 morajo po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov vsi objekti v javni rabi zagotavljati dostop vsem ljudem, ne glede na njihovo oviranost. Letošnje leto prinaša tudi pomembne novosti na področju zagotavljanja enakopravnega dostopa do proizvodov in storitev osebam z različnimi oblikami invalidnosti. Sredi leta, natančneje 28. junija 2025, se namreč začne uporabljati Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Upam in želim si, da se bo upoštevalo zapisano in da bo glas oseb z invalidnostmi slišan in udejanjen. Gospa doktorica Sara Ahlin Doljak, najlepša hvala za vaš čas in pogovor.